Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem prejela prijazno sporočilo Tarine mamice z željo, da preberem eno izmed najljubših pravljic Tare. Tara, ta pravljica je res čudovita in zagotovo bo všeč tudi ostalim poslušalcem pravljic. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici nastali izpod peresa avstralske pisateljice z naslovom Čudodelni iskalec vode. David in njegovi sestri se ne spominjajo, kdaj je nazadnje deževalo. Zbiralniki deževnice so prazni in potok je samo še niz blatnih luž. V njem se vidijo sledi živali, ki iščejo vodo. Vsi so žejni. Konji, krava molznica, kokoši in koze. David sestrama po požirkih ponudi vodo kengurujčku in majhnemu kakaduju. Vsak dan oče in David z vozom vlečeta vodo iz vodnjaka po imenu Zadnja postaja, kakšno uro oddaljenega navzdol po cesti. Dvigujeta jo vedro za vedrom, da bi napolnila zbiralnik na vozu, nato pa poskakujoče oddrdrata nazaj po kolesnicah in za sabo puščata oblake prahu. Poljščine so zaradi sonca rjave in krhke. Res je škoda, da tvoj dedek danes ni več živ, reče oče. Lahko bi našel vodo za vse nas, prav tukaj, na kmetiji. Kako? Vpraša David. Temu se reče bajalištvo, razloži oče. Z navzgor obrnjenimi dlanmi je držal palico, podobno vilicam, komolce je stiskal k telesu, točno tako, ter hodil naprej in nazaj, dokler ni palica zadrgetala in se s konico usmerila navzdol. Dela, kar pač dela, ne glede na to, o čem razmišljam. Je imel navado govoriti dedek in tukaj je voda. Na tistem mestu smo potem kopali in zagotovo našli čisto, svežo vodo. Tvoj dedek me je poskušal naučiti bajalištva, a zato nisem nadarjen. Samo eden izmed tisočih zmore kaj takega. Tiste noči mama sanja o vrtovih. Oče sanja o ribarjenju. Dekleti sanjata o peničih kopelih in dolgih osvežilnih plavanjih. David pa sanja o tem, da je tisti eden izmed tisočih, ki je nadarjen za čudodelno iskanje vode z bajalico. Naslednje jutro David najde palico podobno vilicam. Prime jo natanko tako, kot jo je držal njegov dedek, z dlanmi obrnjenimi navzgor in s komolci tesno ob telesu, ter začne vaditi iskanje vode. Hodi naprej in nazaj, kot mu je pokazal oče. Iskalec vode, iskalec vode, ga dražita dekleti. David prečka konjsko ogrado, stopa vzdolž posušene potočne struge, skozi zelenjavni vrt in okoli molzne staje. Trdno prime bajalico in ji dovoli, da pove svoje. Dela, kar pač dela, ne glede na to, o čem razmišljam. In kaj se zgodi, ko se David sprehodi mimo hleva? Palica zadrgeta in se usmeri navzdol.
Si je tole domišljal? Poskusi znova. Bajalica se povesi in vsakič pokaže v isto smer. Mama, oče! Zakliče David, ko steče proti hiši. Pridita in poglejta, mislim, da sem našel vodo. David nazorno pokaže, hodi naprej in nazaj, medtem ko nežno drži bajalico. In vsakič, ko stopi čez isto mesto, bajalica zadrgeta in se usmeri navzdol. Tukaj je voda, potrdi. No ja, pravi mama. Mogoče si našel vodo, mogoče pa tudi ne. Vem le to, da je čas, da pomagaš očetu zajeti vodo iz vodnjaka. Ah, doda oče, naj fant koplje, da vidimo, kaj lahko najde. David začne kopati. Koplje na vso moč. Koplje, vse dokler se sence opoldne ne obrnejo. Koplje in koplje, dokler sonce ne zaide in mora prenehati. Še zmeraj pa ni videti vode. Tisti večer je čas za kopel. Prvi so na vrsti tisti najmanj umazani, zato je David zadnji. Sestri ga zbadata. Umazani David! Umazani David! David je izkopal izsušen vodnjak. David steče ven. Ob hlevu zagleda nekaj svetlečega. Steče tja, da pogleda. Iz njegovega vodnjaka preplavlja sveža voda. Hitro vsi, zakliče. Prav zares sem našel vodo. Oče in David pripeljeta konje, da se željni odžejajo. Ta voda pronica zgolj po noči, pravi oče. Jutri zjutraj bo luknja prazna, bo pa znova polna sveže vode jutri po noči. In tako vsako naslednjo noč. Mama in dekleti skrbijo za vrtno gredo in prav vsako vedro in posoda, ki jo lahko najdejo, je polno sveže, čiste vode za naslednji dan. Naslednje jutro sta David in njegov oče uredila robove vodnjaka, da bi preprečile izlivanje vode ob nočnem izviru. Ko kasneje počivata v senci, ponudita vodo tudi kengurujčku in majhnemu kakaduju. Ti, sin, si eden izmed tisočih, je ponosen oče. Si čudodelni iskalec vode, tako kot je bil tvoj dedek. Bravo. Res čudovita pravljica. Poglejte dečka Davida in njegovo bajalico. Izjemna pravljica o odločnosti, potrpežljivosti ter vztrajnosti. In tako je deček David uspel ter našel izvir vode. Bravo. Morda se nam zdi samoumevno, da odpremo pipo, iz katere priteče pitna voda, a v številnih državah po svetu temu ni tako. In ravno zato je bilo Davidovo odkritje vode izjemnega pomena za družino, živali ter rastline. Otroci, varčujmo z vodo. Tara, najlepša hvala za zelo poučno pravljico. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnite še pravljici Škrat Blokolino, v kateri boste spoznali škrata, ki vam bo na prikupen način predstavil pomen zdrave prehrane. Prijeten pozdravček Tari, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Bravo, David. Voda ni samoumevna, ne? Thank you.